Živjo in lepo pozdravljeni v ponedeljkovem angelskem navdihu. Sem Manca Razboršek, avtorica knjige Angelski svetilniki, life coach in pa mentorica ženskam, ki želijo aktivirati svojo žensko esenco, uživati v življenju in navdihovati druge. In smo sredi precej turbulentnih energetskih časov in zato mogoče še toliko bolj lahko sem hvaležna, da delam z angeli in da vam lahko tudi predam njihovo sporočilo vsak teden. Tako da poglejmo, kaj nam za ta teden pravijo. Kaj je tisto, na kar moramo biti še posebej pozorni? Evo. Prva karta je paž vode. Paž vode govori o senzitivnosti, o tem, da smo občutljivi, da postajamo čedalje bolj občutljivi, da tudi se to začenja poznati v odnosih, da vstopajo v naša življenja novi odnosi, da razmerja, ki jih imamo, mogoče dobivajo nove dimenzije in da se pojavljajo okrepljene duševne sposobnosti. V smislu senzitivnosti, čedalje bolj smo občutljivi na energije, čedalje bolj zaznavamo energije, čedalje bolj se zavedamo lastne multidimenzionalnosti in to zgleda tako, da enostavno zaznavamo vse informacije, ki se odvijajo, zaznavamo čustva drugih, misli drugih, zaznavamo tista sporočila, ki jih prejemamo na še kakšnem drugem nivoju, kakor samo na mentalnem ali pa čustvenem. Tako da zavedajte se tega, da je s tem vse okej in da se je potrebno začeti učiti, da kaj je v resnici naše in kaj ni naše, kaj prihaja od zunaj. In naslednja karta je šestica zemlje. Šestica zemlje, ki ima eno tako lepo tehtnico in nakazuje uravnovešanje. Hkrati govori o tem, da se s tem, ko se stvari harmonizirajo, ko se uravnovešajo, se odpirajo tudi nove priložnosti. Zato, ker takoj, ko vzpostavimo harmonijo znotraj sebe, se to začne odražati naven. Tako da v bistvu, ko se stvari uravnovesijo, pa zdaj na kateremkoli nivoju, takrat se odprejo neke nove priložnosti. Se pravi, če imamo v odnosih povečano senzitivnost, se to kaže tudi na drugih področjih. Tudi pri poslu, tudi pri vsem tistem, kjer so stvari veliko bolj oprijemljive. Ta naša senzitivnost dobiva informacije, ki jih potem prenaša v konkretno življenje, v oprijemljive stvari, v realnost. In še zadnja. Šestica zraka. Še ena šestica. Šestica zraka govori pa o mentalni energiji. Se pravi, tukaj imamo danes vse spektre. Imamo čustva, imamo čisto zemeljske oprijemljive nivoje in imamo mental. Se pravi, kaj pa na področju mentala? Takrat, ko v resnici vemo, kaj je naše, kar dobivamo iz okolja, takrat ko se ta harmonija vzpostavi in se kažejo stvari čisto na konkretnih nivojih, takrat tudi z mislimi lažje delamo. Takrat je lažje ostati pozitiven, takrat je lažje razmišljati pozitivno, je lažje delati načrte za naprej. In šestica zraka tukaj pravi, da v resnici tisto ta hudo trenutno je za nami, konec težkega položaja in odpirajo se nove stvari. Tako da tukaj je zelo pomembna vaša mentalna higiena. Mentalna higiena v smislu, kakšne informacije vnašate vase. Mentalna higiena v smislu, čemu dovolite, katerim mislim dovolite, da prevladujejo in vas vodijo. In če to združite še s to senzitivnostjo, s čustvi, kaj občutite, kakšne občutke imate, potem imate za ta teden kar en dober recept. In verjamem, da vas bojo angeli vodili, še posebej, če jih boste povabili v svoje življenje, če boste
šli s temi angelskimi energijami in jim boste dovolili, da vam pomagajo, zato so tukaj. 2 dogodka sta tudi v tem tednu, ki jih jaz vodim, tako da si lahko na koncu pogledate še to povabilo in se vidimo naslednji teden. Lepo se imejte. Čau, čau. Tako čudoviti dnevi so zunaj, tako čudovita jesen, da enostavno je potrebno iti ven in dobiti tisti navdih, ki nam ga ponuja narava, ki nam ga ponujajo angeli in vesolje. In v preteklem mesecu so bile precej naporne energije, dogajalo se je ogromno stvari, ki jim je bilo težko slediti. A se spomnite karte Lune, ki je prejšnji teden tudi prišla, pa že parkrat prej, in res se v ozadju dogaja ogromno stvari. Zato so me tudi angeli prosili ali pa že skoraj zahtevali, da naredim v sredo 11.11., ko je en poseben portal, da naredim posebno meditacijo oziroma aktivacijo, kjer se bojo vse te energije integrirale. Namreč v preteklih mesecih se je zgodilo ogromno enih aktivacij, ki so se začele že poleti s portalom 8.8. in zdajle 11.11. se vse te energije dosežejo svoj višek. Zato je fajn, če se vse skupaj integrira, če se vse skupaj res lepo zasidra v vašo energijo, v vaše celice, da boste imeli kaj od tega in da vas ne bo toliko zelo premetavalo, da boste bolj umirjeni in da boste bolj v skladu tako s svojimi višjimi deli, predvsem s tisto svojo angelsko esenco, ki je že v vas. Zato bomo z angeli naredili v sredo eno super meditacijo, na katero ste vsi povabljeni. V soboto 14.11. pa eno daljšo delavnico, kjer bomo šli skozi čakre. Čakre postajajo, oziroma so itak že, ampak postajajo čedalje bolj pomembne zavedanje teh čakr, zavedanje vaše energijske strukture in osnovna energetska higiena, ki je s tem povezana. Ker dejstvo je, da smo multidimenzionalna bitja, da smo večdimenzionalna bitja in skrajni čas je, da se s tem naučimo delati, ker ne bomo nič lažje prišli skozi življenje, če se s tem ne bomo ukvarjali, kvečjemu težje. Tako da dajte izkoristiti, dajte si privoščiti, dajte to priložnost zagrabiti z obema rokama, ker energije trenutno to tudi zelo močno podpirajo. In se vidimo na Tržaški 2, kjer boste obe meditaciji. Prijavite se, zato ker število mest je omejeno, ker je prostor omejen in pejte po svoj navdih ven, v naravo, da se vam odpre srce. No, danes sem za angelske navdihe izbrala tole lepo razgledno točko tukajle na Jakobu, ampak nisem bila edina in cel kup ljudi, ki se je odločilo, da si bo ogledalo te čudovite razglede na današnji čudovit dan.